Je formacijski ali ogrevalni. Govorimo namreč o tistem krogu, ki ga nastopajoči napravijo pred dirko. Najbolj splošno poimenovanje tega kroga je paradni krog, čeprav imamo v različnih kategorijah različno poimenovanje, različne navade in seveda različna pravila. Ampak paradni krog ni namenjen temu, da se nastopajoči predstavijo publiki. Namenjen je predvsem temu, da se vidi, kakšne so razmere na progi, v primeru na primer dežja ali pa kakšne druge nevšečnosti, seveda preverjanju stanja samega vozila tik pred štartom in komaj na koncu, temu da ogrejejo pnevmatike, zavore ter sam pogon. Ampak mnogokrat se zgodi, da mi navdušenci naletimo, kako se zamenjujeta ta dva pojma, a med njima je velika razlika. Formacijski krog je tisti, kjer nastopajoči v formaciji napravijo seveda tisti počasnejši krog. In to pomeni, da se ne smejo prehitevati, razen redkih izjem, ko ima nekdo težave. Po drugi strani ogrevalni krog nima tega pravila in se lahko nastopajoči prosto prehitevajo in izmenjujejo položaje. Šele na štartnem razporedu se bodo postavili na tisto svoje pravo mesto. Zdaj verjetno se je že komu posvetilo, kakšna je razlika med enim in drugim. Formacijski krog je seveda tisti, ki se rabi v svetu avtomobilizma, posebej v Formuli 1, medtem ko ogrevalni je značilen za svet motociklizma. In sedaj nam je jasno, da če nekdo zamenjuje ta dva pojma, ima lahko najmanj 3 težave. Prvič, da je rahlo funkcionalno nepismen, kajti na ekranu lepo piše, da gre za formacijski krog in ne ogrevalni. Pred vsakim začetkom dirke je to več kot jasno napisano. Drugič, da ne pozna osnovnih pravil in osnovnih običajev. Namreč videli smo, da gre za 2 dokaj različni stvari. In tretjič, morda ne loči med enoslednim in dvoslednim vozilom, ampak to so njegove zadeve. V glavnem v Formuli 1 imamo formacijski in ne ogrevalni krog in upam, da je sedaj lahko to jasno.